Lepo pozdravljeni, dobrodošli na predstavitvi programa nacionalne sheme mobilnosti. Moje ime je Matej Molan, sem pa eden izmed 4 zaposlenih, ki skupaj izvajamo ta program znotraj Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije. Predstavitev bo trajala približno 20 minut. V teh 20 minutah upam, da bo zajeto čim več, kar bi vas utegnilo zanimati. Tako da pojdimo kar na prvi slajd. Kaj sploh je program nacionalne sheme mobilnosti? Skratka, začetki so bili takšni, da je ta program razvil Zavod Republike Slovenije, in sicer na podlagi smernic nemškega zveznega ministrstva za delo. Na koncu je potem ta program potrdilo še naše slovensko Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, program pa se sofinancira sredstvi iz Evropskega socialnega sklada. Program je prvenstveno namenjen mladim oziroma mladim z manj priložnostmi na trgu dela, vključuje pa delovno-učno izkušnjo v tujini. Pri izvedbi tega programa sodelujeta tudi partnerski organizaciji iz tujine, oziroma zdaj v tem primeru konkretno partnerski organizaciji iz Nemčije. Kajti napotujemo osebe, pošiljamo osebe na to prakso, predvsem zadnje čase v Nemčijo. Kdo se lahko vključi v program sheme mobilnosti? Tu sta pomembna dva pogoja oziroma 2 pomembni točki. Se pravi, oseba mora biti ob podpisu pogodbe za vključitev v program mora dopolniti najmanj 18 let starosti oziroma ne sme biti starejša od 36 let starosti. To pomeni čisto konkretno, če ste stari 35 let pa pol, na primer ob podpisu pogodbe, še upravičujete oziroma izpolnjujete te pogoje vključitve, se lahko vključite. Druga pomembna točka je pa, da mora oseba izpolnjevati še naslednje 3 pogoje, se pravi, oseba mora biti brezposelna, se pravi, ne sme biti zaposlena, ne sme se usposabljati, biti vključena v kakšna usposabljanja in ne sme biti udeleženka, udeleženec izobraževanja. Se pravi, oseba se ne sme izobraževati. Zdaj, kaj to konkretno pomeni? Se pravi, brezposelna oseba, tle ni nujno, da je oseba, ki nima zaposlitve, ki je brezposelna, da je registrirana na Zavodu za zaposlovanje. Se pravi, ni nujno, da ste prijavljeni na zavodu. Če ste vi brezposelni, izpolnjujete pogoje in se lahko vključite v naš program. Se pravi, prijava na Zavodu za zaposlovanje ni obvezna. Pomembno je, da se trenutno ne usposabljate, to pomeni primer, recimo znotraj Zavoda za zaposlovanje poteka tudi več programov, ki so prav tako financirani iz Evropskega socialnega sklada, in pomembno je, da ne pride do prekrivanja, do dvojnega financiranja, zato oseba, ki je že vključena v kak drug program, se pa žal ne more hkrati vključiti tudi v naš program. In oseba, ki se želi vključiti, se ne sme izobraževati, kar spet pomeni, da tle so izključeni status študenta, status dijaka, se pravi, vsi te statusi osebe s statusom se ne morejo vključiti v naš program. Osebe, ki pavzirajo, tako rekoč, in če ni statusa, pa dobrodošle k prijavi. V ta program sheme mobilnosti vsako leto, prednostno vključujemo dolgotrajno brezposelne osebe. To pomeni, da vključujemo osebe, ki so že 1 leto brez zaposlitve oziroma vsaj 1 leto ali več. Kar pa ne pomeni, da ne damo priložnost tudi ostalim, gre le za to, da prednostno vključujemo osebe, ki iščejo zaposlitev 1 leto ali več. Zakaj sploh ta delovno-učna izkušnja v tujini? Čemu je sploh namenjen ta naš program? V prvi meri, mogoče za marsikoga najbolj pomembno, gre za pridobitev novih izkušenj, predvsem novih delovnih izkušenj. Poleg tega pa veliko delamo v sklopu celotnega programa in že nekako samodejno, ko je oseba v tujini na praksi, se pa pridobivajo tudi ostale veščine oziroma kompetence, tako mehke, te socialne veščine, kot ožje predmetno specifične kompetence, ki so pa vezane, se pravi, na samo delo, ki ga izvajate, ki ga kandidati osebe izvajajo na te delovno-učni izkušnji v tujini. Gre za delo v mednarodnem okolju,
bom rekel, vsaka takšna referenca dela v mednarodnem okolju zagotovo obogati posameznikov življenjepis za večjo konkurenčnost na trgu dela. Ko smo v tujini, vedno doživljamo neka nova poznanstva, sklepamo, doživljamo novo kulturo, se pravi, bogatimo na ta način tudi svoj pogled na svet in s tem tudi, bom rekel, izkušnje, ne samo izkušnje vezane na zaposlitev, ampak izkušnje gledano kot celoto, kot nek paket, ki ga na koncu potem poskušamo predstaviti potencialnemu delodajalcu, kjer pošiljamo prijave za delovno mesto. Se pravi, vse to je namenjeno nekako opolnomočenju posameznika, vključenih oseb, se pravi, celotna ta delovna izkušnja za na koncu potem, ko se osebe vrnejo s tujine, pri nadaljnjem iskanju zaposlitve ali v Sloveniji ali v tujini, se pravi, da si povečajo nekako to konkurenčnost na trgu dela. Velik pomen znotraj tega programa pa je tudi učenje tujega jezika. Zdaj, v tem primeru gre konkretno za učenje nemščine, kajti osebe, kot sem mislim, da že prej omenil, pač napotujemo, trenutno pošiljamo na prakso v Nemčijo. Zdaj, kako ta program celoten poteka? Ja, gre za mentorski program, kot sem že rekel, jaz sem eden izmed 4 zaposlenih na tem programu, mi smo pa vaši mentori, bom rekel, osebe, ki se vključijo v program, jim nudimo mentorsko podporo, zato je tudi ta program imenujemo tudi z drugo besedo, da gre za nek mentorski program, ki pa traja, se pravi, vse skupaj 6 mesecev. Zdaj, na tej točki bi poudaril, da najprej gre za 2 meseca usposabljanja, priprav na to mobilnost, na odhod v tujino. To se dogaja v Sloveniji. Se pravi, prva 2 meseca faze priprav imamo doma v Sloveniji. Po 2 mesecih, se pravi, v drugi fazi, pa potem osebe odidejo v tujino, sem rekel že v tem konkretnem primeru v Nemčijo, približno tam za 2 meseca. Po 2 mesecih oddelane te delovno-učne izkušnje v tujini, se osebe vrnejo domov in imamo približno zopet 2 meseca, bom rekel, nekih delavnic, ki so namenjene tudi potem reintegraciji nazaj na trg dela, da se osebe čim lažje vključijo na slovenski trg dela ali potem tudi za opolnomočenje za iskanje dela v tujini. Se pravi, zadnja 2-mesečna faza zopet poteka v Sloveniji. Se pravi, od celotnega, da še enkrat ponovim, poudarim, od celotnega programa, ki približno traja 6 mesecev, se pravi, od tega je tujine, v našem primeru zdaj Nemčije, 2 meseca. Ostalo se dogaja v Sloveniji. Zdaj gremo zopet najprej nazaj na to prvo fazo, smo rekli na to 2-mesečno fazo, ki se izvaja v Sloveniji. Zdaj, lokacija izvajanja je običajno Cesta 2 cesarjev 403 na Viču, kjer ima tudi Zavod za zaposlovanje svoje prostore. Ker pa vemo, v kakšnih časih se trenutno nahajamo, se pravi, celotno to obdobje s korona krizo, koronavirusom, smo pa, bom rekel, pri zadnji skupini oziroma aktualni skupini naši, ki se trenutno nahajajo udeleženci v Nemčiji, smo te priprave izvedli praktično v celoti preko spleta, preko spletnih različnih orodij, predvsem se tukaj poslužujemo Zooma. Če bo pa situacija dovoljevala, kar mi srčno upamo, da bo, da se bomo lahko srečali tudi seveda v živo, ne samo online preko spleta, bomo pa pač tisti del, kar bo v živo, bo potekal na Cesti 2 cesarjev 403 tle v Ljubljani. Zdaj, v okviru 2-mesečnih priprav, to ne pomeni 2 meseca vsak dan nekih aktivnosti, dejavnosti, ampak približno pride nekako 9 skupinskih srečanj znotraj teh 2 mesecev. Ta skupinska srečanja so pa namenjena predvsem vaši pripravi posameznika na odhod in delo v tujini, na samo življenje v tujini, bom rekel, kulturni pripravi oziroma ta kulturni šok, ko gremo v tujino, kako ga čim bolj zminimalizirati. Delamo predvsem tudi veliko fokusirano na osebnostni pripravi, se pravi, ne samo kot skupina, ampak fokusiramo se tudi na vsakega posameznika posebej, se pravi, veliko delamo tudi 1 na 1, vsak dobi nekako dodeljenega svojega mentorja, ki ga potem ta mentor vodi čez ta
proces priprav. Delamo tudi na skupinski dinamiki, ker v Nemčijo ne potujete sami, ampak potujete še skupaj z ostalimi soudeleženci. Skupaj pripravimo Europass, življenjepis v angleškem jeziku, se pravi ali nemškem, da naši partnerji v Nemčiji potem razumejo, seveda, za to tujem jeziku. Pregledamo vaše kompetence, socialne veščine, kje se vi nahajate, na kateri stopnji, bom rekel, ste teh kompetenc, veščin, kje ste šibki, kaj bi bilo dobro naprej še razvijati. Se pravi, te kompetence delamo tudi predvsem 1 na 1, skupaj z mentorjem, zato tlele, če vidite, potem 2 individualni mentorski srečanji sta tudi na voljo, oziroma sta nekako obvezni, zapovedani, da se potem še na individualno usedemo in predelamo vse vaše dosedaj, bom rekel, vaš CV, vaše kompetence, kaj znate, kaj obvladate, kaj si želite doseči. Kot sem že prej omenil, je pa pomembna sestavina celotnega programa tudi učenje jezika in v sklopu teh 2-mesečnih priprav imate tudi 48 ur jezikovnega tečaja. Zdaj konkretno govorimo o tečaju nemščine, ker ta skupina udeležencev pač za katero se boste, upam, da vi prijavili v program, pač bo odšla v Nemčijo. Tečaj pa prav tako bomo videli, kako bo potekal. Do zdaj je bilo, pri zadnji skupini smo imeli prav tako zaradi že prej omenjene krize s koronavirusom, bilo vse online, preko spleta. Bomo pa videli, če bo kakšna možnost, da bi bilo tudi kaj vnaprej v živo, skratka. To je zdaj ta prva faza, 2 meseca priprav v Sloveniji. Ko to oddelamo, se pravi, gredo udeleženci po 2 mesecih priprav končno v tujino, na to pričakovano, težko pričakovano delovno-učno izkušnjo v tujini. Rekel sem prej približno 2 meseca, zdaj, da traja ta mobilnost, se pravi konkretno zdaj v tem primeru, ko govorimo, se pravi 61 dni je same Nemčije plus 2 dni za pot, se pravi 1 dan poti v Nemčijo in 1 dan pot domov iz Nemčije, torej, če zapakiramo, je potem to vse skupaj 63 dni. Vedno vključimo, vsaki skupini, vsako rundo vključimo tam do 24 udeležencev, ki jih potem razdelimo načeloma nekje na polovico, 12-12. Ena skupina gre v eno mesto, ena v drugo, oziroma konkretno imamo nekak mesti tudi že zbranih, že sodelujemo s temi mesti. Ena skupina bo odšla v mesto Marburg, druga pa v mesto Göttingen. To sta tako, bom rekel, malo manjši mesti, sploh za nemške standarde, ki se pa nahajata približno, če vam malo rišem, nekje na sredini Nemčije, v grobem rečeno, če si predstavljamo zemljevid. Zdaj, v Nemčiji tudi ne boste, bom rekel, prepuščeni v nobenem trenutku sami sebi, ampak boste tudi v Nemčiji deležni podpore mentorjev, se pravi te gostujoče partnerske organizacije, tam so zaposleni mentorji, tudi oni vam bodo na voljo vsak dan za morebitno podporo, pomoč, pomagajo vam, še predno pridete gor, imate že urejeno nastanitev, mogoče zelo pomembno na tem mestu, da to povem, se pravi, v nobeni fazi programa udeleženec ni prepuščen samemu sebi, ampak skozi je neka podpora ali domačih slovenskih mentorjev ali pa tujih v Nemčiji. Se pravi, že prej imate urejeno nastanitev, že prej je nekako v večini primerov poskrbljeno za prakso, se pravi, vi gor prijete k točno znanemu delodajalcu, že prej približno veste, kje boste delali, kaj boste delali. Že prej se tudi mi, bom rekel, sodelovanju s vami, bom rekel, nekako v tem trikotniku, domač mentor, tuj mentor in udeležen, seveda, vključena oseba, pogovarjamo o potencialnih delovnih mestih, potencialni praksi, da rečem tako, ki bi jo lahko ta oseba gor opravljala. Pa tudi v Nemčiji potem imate organiziran jezikovni tečaj, sicer ga je nekaj manj kot v Sloveniji, ampak kljub temu tam nekje enkrat na teden je še vedno gor tudi tečaj nemščine, tako da ste skozi res v stiku z jezikom. Se konec koncev že na samem delovnem mestu boste še najbolj verjetno stiku, ampak rekel, da pa brusite slovnico, pa to je pa še tudi na tedenski ravni enkrat na teden v Nemčiji organiziran tečaj. Tudi v Nemčiji boste imeli, bom rekel, poleg prakse, delovno-učne izkušnje, bom rekel, boste imeli tudi nekaj prostega časa, namenjenega samo vam za organiziranje lastnih
prostočasnih aktivnosti. Prav tako pa običajno nemška partnerska organizacija organizira tudi 2 ali 3, bom rekel, neke aktivnosti prostočasne, ki jih pa potem izvedete skupaj vsi udeleženci, vsi te nemški mentori. Zdaj sam teden mogoče mobilnosti, kako poteka v Nemčiji, kaj sploh pomeni ta delovno-učna izkušnja v Nemčiji. Se pravi, gre za to prakso, kjer vi pri delodajalcu delate 4 dni v tednu. Ne 5, 6 ali 7, ampak dela se 4 dni v tednu, tam nekje do 32 ur na teden, torej 4x8, 8 delovnih ur na dan, pridemo nekje do 32, se pa lahko urnik dela seveda razlikuje glede na samo naravo dela, odvisno katera oseba kje dela. Nekdo dela, bo delal na pamet recimo primer v vrtcu, bo delal od 4 dni v tednu od ponedeljka do četrtka ali torka do petka, medtem kdo drug, ki bo morebiti delal v hotelu, bo pa mogoče mogel delati tudi kakšen vikend, na primer. Ampak potem ta vikend se potem kompenzira, je pa ta oseba potem čez teden, kakšen dan, 2 doma, odvisno, koliko je za vikend delo. Vse se pravi, na tedenski ravni, ko gledamo tedensko 7-dnevno, povprečje ne sme preseči 4 dni v tednu. En dan v tednu, 5. dan v tednu je pa namenjen jezikovnemu tečaju v Nemčiji, torej ko ste, in mentorskemu srečanju. Se pravi, tudi vi se boste na tedenski ravni enkrat na teden dobili za nemškimi mentorji in boste malo pogledali, kako vam je teden delovni minil, kaj je bilo v redu, kaj ni bilo v redu, kako ste zadovoljni z nastanitvijo, na primer. Vse te zadeve malo predebatirate in potencialne težave poskušate čim prej reševati, odpravljati. Zdaj sem rekel, 2 do 3 vikendi so namenjeni tudi tem prostočasnim dejavnostim, ki jih organizira nemška organizacija, ostale vikende imajo pa načeloma vključene osebe proste in si svoj čas kreirajo sami po svojih željah. Kot sem že prej poudaril, tudi vi, ko boste v Nemčiji, boste imeli podporo nemških mentorjev, ampak ves čas trajanja te mobilnosti, te izkušnje v tujini, boste imeli pa tudi domačo podporo nas slovenskih mentorjev. Ne bomo sicer fizično tam z vami skozi prisotni, ampak vas pa pač podpiramo oziroma usmerjamo tudi preko drugih komunikacijskih kanalov iz Slovenije. Zdaj, kaj je pomembno, se pravi, za vašo prijavo v ta program? Pomembno je, se pravi, da v sklopu, ko boste poslali CV, pa to se pridemo še do tega slajda, kjer bo malo bolj natančno o tem povedano, ampak se pravi, najbolj pomembno je, da vi navedete 3 želena področja, kjer bi želeli opravljati delovno-učno izkušnjo. Se pravi, tle izhajate iz sebe. Ali ste se izobraževali iz tega področja, študirali to, ali je to vaša velika želja, mogoče želi nekdo tudi čist spremeniti karierno pot, pa želi čist se preizkusiti na neki novi poti. Se pravi, nekako navedete 3 želena področja, kjer bi najrajši delali. Ponavadi rečemo, da kar hierarhično jih napišete, se pravi, točka 1, najrajši bi počel to pa to, točka 2, to pa to in 3, recimo tista mogoče najmanjša želja, kar bi radi počeli, ampak še vedno, da vam je pa sprejemljivo, če vam ne morajo nemški partnerji zagotoviti 1. ali 2. točke, da je še vedno vam sprejemljivo, da pa tudi to, kar ste navedli po 3. točko, da se vam splača iti v Nemčijo, da lahko pridobite neka nova znanja. Zdaj, tle bi apeliral na vas, da področja poskušajte navajati, bom rekel, po eni strani ne preširoko, po drugi pa spet ne preozko. Ali pa primer, na primer, če si želite, pa mogoče sem zdaj slab primer zbral, ker je ravno ta korona kriza, ampak bom dal primer turizem. Če napišete pod 1. točko, na primer turizem, date v oklepaj, kaj točno znotraj turizma. Če želite opravljati izkušnjo, ne vem, ste študirali kemijo, napišete kemija, pa mogoče zraven v oklepaju malo bolj pojasnite, kaj znotraj kemije. Jaz se ne spoznam na kemijo, ampak vem, da pač poznam organsko, anorgansko kemijo, oziroma kemija pokriva, se diferencira tudi na več manjših področjih. Torej, prosim vas ali pa odsvetujem, da pa mogoče pišete vse 3 želje
nekako enake, da so enake na eno variacijo. Naprimer, da napišete na prvo mesto, pa bom spet šel nazaj na kemijo, organska kemija, drugo anorganska kemija, tretja pa, ne vem, analitična kemija, če sploh to obstaja, no se opravičujem, ampak naprimer, s tem nam niste veliko pomagali. V tem primeru je mogoče boljše, da je kemija pod eno točko, pod prvo naprimer napisana in potem pod drugo pa tretjo res neka druga delovna mesta, ki se razlikujejo od, v tem primeru, kemije, naprimer, ne. Na podlagi teh vaših želja, potem nemška partnerska organizacija poskuša poiskati oziroma išče potencialne delodajalce. Zdaj pa na izbiro pa seveda vpliva tudi vaše znanje nemškega jezika. Zdaj običajno boljše, kot je znanje nemščine, nekako lažje nemški partnerji najdejo potem to delovno mesto, je tudi neka večja baza delovnih mest se, da rečem pod narekovaji, nekako odpre, je več možnosti. Ampak poudarjam še na tem mestu mogoče enkrat za vključitev v naš program, znanje nemškega jezika ni pogoj. Imeli smo že do zdaj veliko vključenih tudi udeležencev, ki so bili popolni začetniki, ki so se nemščino naučili šele skozi te naše priprave, pa so kljub temu odšli v Nemčijo in uspešno opravili za to delovno-učno izkušnjo. Zdaj, pomembna je seveda, se pravi, za vključitev program izobrazba, pa neke predhodne izkušnje niso pomembne za naš program, ampak pri iskanju delovnih mest potem za naprej pa seveda spet vpliva. Nekdo, ki ima neko izobrazbo, pa je to področje navedel, ki je povezano z njegovo izobrazbo, bo seveda lažje dobil to delovno mesto, kot pa nekdo, ki je mogoče navedel nekaj čisto drugega, ki nima niti veze z njegovo izobrazbo. To zgolj navajam za primere. In pa predhodne izkušnje. Neka delovna mesta zahtevajo več predhodnih že nekih delovnih izkušenj, ne nujno uradnih seveda, nekatera delovna mesta pa ni problema, tudi če je oseba popoln začetnik. Zdaj pa tlele ti dve točki predvsem sta osredotočeni na vas kot potencialne kandidate, se pravi odvisno od vas, ne, znanje in izobrazba. Tretja točka je pa pomembno tudi, se pravi, na drugi strani tudi, a je nemški delodajalec sploh pripravljen vzeti, bom rekel, osebo iz Slovenije oziroma udeleženca našega programa. Razlogov je lahko več, se pravi, ali ima on že zasedena ta mesta, ki jih nudi za prakso, se pravi, zasedena za domačini, za lokalci, da ima že neke nemške študente ali pa vajence, bom rekel, vključene, da enostavno nima dovolj prostora, da mogoče tudi ne more zagotoviti mentorja na samem delovnem mestu, nekega tutorja, ki vas spremlja na delovnem mestu. Skratka, razlogov je lahko več tudi na strani nemških delodajalcev, ne. Tudi če vi izpolnjujete vse pogoje, pa je lahko potem se daj ustavi pri nemškem delodajalcu, da pač on žal nima kapacitet, da bi vzel še dodatno osebo, ne. Tako da več faktorjev vpliva na to izbiro potem, kaj na koncu izpade iz te prakse, ne. Zdaj, pri samem delodajalcu v Nemčiji, bom rekel, spet niste prepuščeni samemu sebi, sem že nakazal oziroma omenil, da tudi tam imate nekega mentorja oziroma rečemo tudi tutor, se pravi, tudi tam imate v teh 2 mesecih neko osebo, točno veste, na koga se obrniti, ki vas vodi skozi delovni proces, vas uči, vam pomaga. Zdaj, na delovnem mestu seveda najbolj važno je, vi boste pridobili nove kompetence, nove delovne izkušnje in tudi po koncu te 2-mesečne prakse, delovno-učne izkušnje v Nemčiji, dobite potem potrdilo, nek certifikat, da ste pač opravljali to delo v Nemčiji. Zelo pomembna zadeva, kar se tega slajda tiče, se pravi, delo, ta 2-mesečna praksa, delovno-učna izkušnja ne vodi direktno v nadaljnjo zaposlitev v Nemčiji. Se pravi, ko je 2 meseca Nemčije, ko se končata, se pravi, običajno se potem udeleženci vrnejo domov v Slovenijo, razen če se kdo, bom rekel, čisto sam individualno ne dogovori drugače, ampak takih primerov, roko na srce, smo do zdaj imeli res zelo malo. Se pravi, 2-mesečna praksa, ko se konča Nemčija, se pravi, se oseba vrne nazaj v Slovenijo na tisto zadnjo 2-mesečno fazo še v Sloveniji. In da še poudarim to, se pravi, to prakso, ki jo opravljate v Nemčiji, tle ne gre za zaposlitev, se pravi, ne teče vam delovna doba, ne teče vam doba za pokojnino, se pravi, nimate plačanih niso plačani te prispevki, ne, se pravi, ne gre za nobeno zaposlitev. Tudi posebej ta praksa zdaj ni plačana, ampak pridemo potem še do financ, pa bom tam še malo bolj detaljno razložil, kaj to pomeni.
Tle imate nekaj primerov teh praks, na katerih so bili do sedaj bivši udeleženci vključeni. Vidite, da gre za zelo različne poklice, področja poklicev, od kemije do grafičnega oblikovanja, kultura, muzejev, vrtci, popoldansko bivanje, športna področja, mladinski centri. Tudi na fakulteti smo že imeli nezaposlene, se pravi osebe, ki so opravljale prakso na fakultetah pod seveda budnim očesom mentorjev, v hotelirstvu, gostinstvu, lesarske delavnice. Skratka, en velik spekter delovnih mest, na katere pa vse vpliva, kot smo prej že omenili, se pravi pripravljenost delodajalca, da vzame osebo na prakso in pa tudi, bom rekel, neke izkušnje, znanje jezika na strani samega udeleženca. Tudi vključene smo imeli do zdaj različne osebe, bom rekel, od osnovnošolske izobrazbe do poklicnih izobrazb, srednja šola do fakultet seveda. Prva bolonjska, druga bolonjska, stari univerzitetni študiji, se pravi, vsi vabljeni, da se vključijo v ta program oziroma da oddajo prijavo. Zdaj, kaj še lahko pričakujete, bom rekel, celotne te izkušnje, ne konec koncev sam iz izkušnje v Nemčiji, dva meseca, ampak tudi celotne 6-mesečne izkušnje programa. Nekako do zdaj so vsi udeleženci ocenjevali, da so bili nekako vrženi v neko situacijo, da so izstopili iz tiste cone udobja, ko so šli sami v tujino, zdaj pod narekovaji spet sami, tle je nek support skozi, ampak nekateri so šli prvič tudi v tujino in ocenjevali so pri sebi, da so res se čutili, da so šli iz tiste cone udobja. In enkrat mi gremo iz cone udobja, out of the comfort zone, angleško besedo, se mi zdi nekako samodejno začnemo osebnostno rast, pridobivamo na samozavesti, nekako vse spremembe začnemo bolj pozitivno sprejemati v življenju, predvsem pa se rešimo tega strahu, premagamo ta strah, ali mi to sploh zmoremo. Marsikdo, ki je potem dobil potrditev, bom rekel sam pri sebi, da je pa zmogel 2 meseca v tujini, bom rekel preživeti, oddelati isto prakso, si je res ukrepil samozavest in je veliko bolj samozavestno nastopil na potem trgu dela v Sloveniji. Se pravi, si je rekel, če sem pa zmogel v Nemčiji ali pa v tujini, to dati skozi, se pravi, če sem tam delal pri nemškem delodajalcu, bom pa absolutno zmogel tudi v Sloveniji. Veliko oseb, ki se vključijo v naš program, so nekako padle v neko indiferentnost, ampak da rečem, v neko pasivno stanje in ta program je namenjen tudi temu, da osebo spodbudi nekako ponovni aktivaciji, da se oseba ponovno zaktivira, se udeležuje teh skoraj vsakodnevnih aktivnosti že preden gre v Nemčijo in potem seveda v Nemčiji, da nazaj dobite neko to delovno rutino konec koncev. Pridobite seveda ogromno nekih drugih kompetenc, prej sem že omenil te mehke socialne veščine, samoiniciativnost, proaktivnost, samozavest, osebnostna rast, v glavnem veliko kompetenc se bom rekel nekako samodejno okrepi s bivanjem v tujini. Izboljšanje znanja tujega jezika, se pravi, kdor še ne zna nemško, se bo zagotovo naučil na neki osnovni ravni, najmanj osnovni, da bo lahko uporabljal nemščino, kdor pa že nemško zna, bo pa ta nivo svoj zagotovo še izboljšal. In kot vemo, tudi slovenski trg dela, bom rekel, je precej odvisen od nemškega trga dela, tudi v Sloveniji veliko delodajalcev potem daje težo znanju nemščine, tako da še ena od, bom rekel, pozitivnih stvari, ki jih osebe pridobijo tekom mobilnosti. Pa seveda, vse to namenjeno večji konkurenčnosti na trgu dela potem ali v Sloveniji ali naprej na vaši karierni poti. Zdaj smo pa pri tisti tretji fazi, se pravi pri zadnjem 2-mesečju od 6-mesečnega programa. Se pravi, ta zadnja faza je pa namenjena nekako reintegraciji oziroma, da rečem z lepšo slovensko besedo, nekako ponovni vključitvi, opolnomočenju oseb za čim lažji prehod potem na sam delovni trg oziroma
končnemu cilju, k sami zaposlitvi, dobiti neko službo. Imamo spet enih par delavnic, 5 skupinskih delavnic, spet namenjeno raznim, mogoče tudi damo fokus na kako družbena omrežja uporabiti v prid iskanja zaposlitve, evalviramo tudi program celoten, kak je bil program, kak je program potekal v Nemčiji, se pravi, mi tudi na podlagi te vaše ocene programa potem poskušamo se mi sami izboljševati oziroma s tem izboljševati tudi program potem za naslednje generacije. Tudi v tej pomobilnosti v zadnji fazi imamo zopet 2 individualni mentorski srečanji, vsak s svojim mentorjem, kjer pogledamo vaše dosežene cilje, pogledamo, kaj ste v Nemčiji dosegli, a je bila ta mobilnost uspešna, kaj bi bilo lahko še boljše. Skratka, en tak celoten paket, da pogledamo, ko vas spustimo ven z programa, da vas čim bolj opremljene spustimo na ta trg dela potem. Ja, zdaj smo prišli pa do stroškov, prej sem se že malenko sam dotaknil, se pravi, ja, program je finančno podprt, je bil že prvi slajd, mislim, da o tem smo rekli, da se sofinancira iz Evropskega socialnega sklada, pa če gremo zdaj spet na to prvo fazo, na fazo priprav, ko se pripravljamo v Sloveniji, se pravi, imate krite vse te 2-mesečne aktivnosti, jezikovni tečaj, strani jezikovne šole, ki ga imate, je pač finančno pokrit, vse te delavnice, predavanja, vsa ta organizacijsko-tehnična podpora in hkrati tudi spletna orodja, če bomo imeli verjetno kaj prek spleta, vse to je, bom rekel, za to poskrbljeno in vi ne nosite dobenih stroškov. V primeru, ko sem rekel, oziroma upam, da se bomo tudi videli lahko seveda v živo, da bomo kakšno delavnico izpeljali skupaj v živo, da bomo imeli nekaj teh skupinskih srečanj, se pravi, so pa kriti tudi potni stroški in seveda sicer skladno s predhodnim dogovorom v zaposlitvenem načrtu, ki ga dogovorite potem z vašo svetovalko. Je pa iz tega naslova možno dobiti povrnjeno 30 € na mesec, se pravi, za osebe, ki so prijavljene v evidenci zavoda. Se pravi, to so te stroški, kar se tiče teh 2-mesečnih priprav. Potem pridemo pa do finančne podpore, do kritja stroškov, ki jih ima pa potem oseba, ki gre za 2 meseca v Nemčijo. Se pravi, dobite nek pavšalni znesek, ki vam pokrije pot v Nemčijo in potem po 2 mesecih nazaj domov, pa tudi, se pravi, eno vsoto denarja, bom rekel, finančna sredstva, ki pokrije to dnevno nadomestilo za bivanje. Se pravi, pokrita je vaša, s temi stroški so kriti, s temi finančnimi sredstvi so kriti namestitev vaša, se pravi namestitev v sobah oziroma v domovih, kjerkoli pač boste, krita je prehrana, krit je lokalni prevoz, krito je zavarovanje, se pravi, tudi vi preden greste v Nemčijo, sklenemo neko komercialno zavarovanje, to zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, se pravi, če se kaj zgodi, da ste tudi z tega naslova kriti. Tudi vsi podporni programi gostiteljske organizacije so kriti, kar sem prej omenil, da je tudi v Nemčiji tečaj nemščine, pa kakšen izlet, ki ga organizirajo Nemci, vse to je krito s temi finančnimi sredstvi. Zdaj bi mogoče zdaj še omenil tudi, če se situacija s koronavirusom ne bo umirila, ker zaenkrat kaže, dejansko ne vemo še nič, tudi kakšna potencialna testiranja za COVID, pa to so krita pač s tem, so ta finančna sredstva namenjena temu, da če so potrebni kakšni testi za COVID, se pravi, je to krito. Bi pa zdaj šel sam nazaj na to prakso v Nemčiji, se sama praksa, kot sem prej rekel, ne pomeni zaposlitve, ne gre za zaposlitev in tudi praksa posebej ni plačana. Se pravi, vključeni udeleženci, vključene osebe dobijo to dnevno nadomestilo za bivanje, ki krije vse tukaj navedeno oziroma povedano, sama praksa pa posebej ni plačana. Mogoče še da še razčistimo, kaj pričakujemo z naše strani mentorjev zaposlenih na tem programu, ki ta program izvajamo. Se pravi, vi podpišete pogodbo z Zavodom za zaposlovanje in v tej pogodbi so tudi opredeljene vse zadeve, se pravi tudi, kar pomeni, da se morate vi redno udeleževati tekom celotnega trajanja tega 6-mesečnega programa. Če podpišete pogodbo, se s tem zavežete, da boste program redno obiskovali oziroma izpolnjevali vse te obveznosti opredeljene s pogodbo.
Zdaj pa, kar je pa še neformalnega dela, kaj pričakujemo od kandidatov, absolutno neko motiviranost, pripravljenost na sodelovanje, doseči nekaj novega, nekaj narediti pri sebi, nekaj premakniti pri sebi, se pravi, pričakujemo prijavo nekih pozitivnih oseb, ki želijo nekaj doseči skupaj s pomočjo z nami, s mentorji, da vlada med nami nek timski duh, bom rekel, dobra volja, da se boste udeleževali z veseljem vseh teh pripravljalnih delavnic, da boste komaj čakali na ta odhod v tujino, v Nemčijo in potem, da se boste tudi z veseljem vrnili nazaj še na tisto zadnjo fazo. Tako da to je to. Jaz sem prišel do konca. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost. Oddajte prijavo, naprošeni in upam, da se tudi v živo vidimo potem v samem programu. Hvala.